Koliko časa se je gradila ta severna obvoznica? Ta del prave razbremenilne ceste se je gradil 15 mesecev, vsa obnova Seliške nekdanje in še dokaj Rečiške, v bistvu en kompleks, pa dobre 3 leta. In kakšen zamašek je rešila? Ja, predvsej velik zamašek, če se pejete skozi Bled zdaj, se vidi, da promet lažje poteka v smeri proti gradu, Gorjem in Vingarju in Pokluki, tako da je veliko olajšanje. Je bila zgrajena v roku? Ja, približno v roku, no, sej, takrat je bil sproščen samo promet. Uradno odpiramo šele danes. Koliko finančnih sredstev je bilo vloženih? V vso to obnovo je bilo vloženih čez 8 milijonov, ampak v ta del pa 4,3 milijone. Kdo je bil pravzaprav izvajalec del? Tukaj na tem delu je bil izvajalec, je bila Gorenjska gradbena družba. Mislim, da je lepa pridobitev za Bled in pa predvsem razbremenjuje severni del Bleda v smeri proti Pokljuki. Seveda v planu je tudi južna razbremenilna cesta, trenutno se iščejo kompromisne rešitve za končno varianto trase, to je težji zalogaj, na tej trasi je predviden predor. Tako da je nekako ocenjena vrednost okrog 35 milijonov evrov, težko pa rečem točno, kdaj se bo začela gradnja. Še vedno ni možno reči, čeprav je prepotrebna ta obvoznica. Res je prepotrebna, ampak dokler niso vsa zemljišča pridobljena in pač vse aktivnosti, ki so predhodne za gradnjo, težko rečem, kdaj se bo začelo. Ste zadovoljni z to severno obvoznico, ste se že popeljali po njej? Večkrat sem že popeljala po severni obvoznici, jaz sem zadovoljna, pa upam, da ste vi tudi. Vaša družba je bila izvajalec del na severni obvoznici, kako je gradnja potekala? No, ta gradnja je z sodelovanjem vseh vpletenih, ki so, se pravi, naročnika, investitorja oziroma nadzora lokalne skupnosti potekala relativno tekoče, tako kot smo si tudi zamislili. Tudi roki in vse ostalo je bilo oziroma so bili upoštevani. Tako da ni nekih posebnosti, ni bilo pri sami gradnji. Upam, da tudi sami prebivalci tega niso občutili bolj, kot je bilo nujno potrebno. Mi smo se potrudili in mislim, da nam je kar uspelo.